Danes v Pomurskem dnevniku srečanje s Škendijo, mobilna cepilna enota, prašičereja, zatiranje ameriškega škržatka. Jutri bo večinoma jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nogometaši Mure so se že včeraj odpravili v Makedonijo, natančneje v Skopje, kjer jih čaka prva tekma kvalifikacij za Ligo prvakov. Ob 19. so opravili tudi uradni trening pred današnjo tekmo. Ante Šimundža ima na voljo 22 nogometašev, postava proti Škendiji pa bi lahko bila takšna kot na generalki proti Vojvodini. Muro danes v Skopju čaka zgodovinska prva tekma v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Nasprotnik bo makedonski prvak Škendija, na katero so se črno-beli dobro pripravili. Škendijo smo upoznali kroz video, kroz analizu. Znamo da je Škendija vrlo dobra ekipa, imajo dobre igrače, prvenstvo so lagano dobili, očekujemo sutra zaista tešku utakmicu. Škendija igra kući, mi smo novi u tom tekmovanju, ali nismo došli vamo sa bilo zastavo. Včeraj so Muraši preizkusili zelenico stadiona v Skopju, Ante Šimundža kakšnih posebnih skrbi zaradi poškodb nima. V redu, vsi so pripravljeni, vsi so željni. V vsakem primeru si želimo, da so vsi na čim višjem nivoju in potrebovali bomo vse. Trdo tekmo je, sta dve tekmi, vsaka tekma je tekma zase. Mogli bomo biti zelo skoncentrirani, pragmatični, tekmovalni. Verjamem, da bomo takšni stoji pokazali. Stadion Toše-Projski sprejme več kot 30.000 gledalcev, zaradi atletske steze zgleda še bolj ogromen. Toda to težave ne bi smelo predstavljati. Težko bi zdaj komentiral glede samega treninga, to je velika razlika, trening pa tekma, ampak dejstvo je, da atletska steza da neki drugi občutek, ampak čim prej se bomo mogli navaditi, tako da ni to stvar, ki bi ne vem kako vplivala na igralce. Prva tekma Škendijo bo na vrsti danes ob 20. uri. Pritiski na cepilne centre se umirjajo, a ker je že prisotna nova delta različica koronavirusa in ker nam grozi četrti val epidemije, se pristojni na vse pretege trudijo privabiti ljudi na cepljenja. Mestna občina bo v sodelovanju z zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor v prihodnjih dneh zagotovila mobilno enoto, kjer bodo kar z avtobusom prišli cepiti do določene mestne četrti ali podjetja. Ukrepi se počasi sproščajo, saj se epidemiološko stanje v državi izboljšuje. Tudi v bolnišnicah lahko končno zadihajo normalno. Z zadovoljstvom lahko rečem, da je situacija daleč najboljša v zadnjih mesecih, tako rekoč v zadnjem letu. Danes je v UKC Maribor hospitaliziranih le še 10 COVID pacientov, od tega 5, ki potrebujejo intenzivno terapijo in 5 takšnih, ki so na akutnem oddelku. Sicer je bil drugi val epidemije močno podcenjen, zato se na morebitni četrti val v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor že pripravljajo. Na četrti val seveda se intenzivno pripravljamo. V tem trenutku poteka, bi rekel, natančna analiza našega dela v prvem in drugem valu. Poskušamo najti vse dobre točke in pa seveda tudi mogoče pomanjkljivosti. Morate vedeti, da drugi val je bil gotovo ne samo v naši bolnišnici, ampak na nivoju države in pa celotnega sveta, Evrope in celega sveta podcenjen. Sedaj tega gotovo ne želimo, želimo se pripraviti maksimalno, kar je mogoče. Namreč zelo se bojimo četrtega vala epidemije. Jaz sam osebno mislim, da pri tej precepljenosti gotovo bo in čim več ljudi bo cepljenih, tem manjši bo ta val. Jaz to polagam na srce, ne samo našim zaposlenim, ampak vsem prebivalcem Slovenije. Glede na trenutno precepljenost v Sloveniji se nam ne piše ravno dobro. Številka cepljenih skoraj da stagnira okoli 820.000. Želimo doseči vsaj 60% precepljenost. Trenutno pa je precepljenih le dobrih 33% ljudi, najmanj v Podravski regiji. Po podatkih iz prejšnjega tedna med 10 najslabše precepljenimi regijami v Sloveniji je bilo 9 iz Podravske regije. 9 iz Podravske regije, tako da mislim, da je tukaj še kar precej rezerve, da poskušamo to izboljšati. V mestni občini Maribor so se zato odločili, da bodo cepljenje čim bolj približali ljudem. Do njih bodo prišli kar z avtobusom. Zato bo mestna občina Maribor
zagotovila avtobus našega mestnega prevoznika Marproma, mobilno enoto, in bomo naredili mobilne centre, ki bodo obiskali tako podjetja, kot tudi mestne četrti, krajevne skupnosti, trgovske centre, tako bodo ljudem cepljenje lažje in seveda tudi bližje. K čim hitrejši precepljenosti pa želijo doprinesti tudi v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru. Skratka, ekipa bo na voljo na licu mesta in bo to pacienti bodo to lahko opravili v najkrajšem možnem času. Skratka, zaključi preiskavo v ambulanti, takoj obišče našo točko za cepljenje in bo tudi takoj cepljen. Ne bo čakal, tudi dobil ustrezno potrdilo, certifikat in tako naprej. In če bo potrebna druga doza, bomo tudi to opravili na istem mestu. Bodimo odgovorni, nas vnovič pozivajo pristojni. Cepimo se, da zajezimo morebitni 4. val epidemije. Inšpektorji po posnetku o spornih ravnanjih pri reji prašičev niso ugotovili večjih nepravilnosti. Na posnetku intenzivne reje prašičev na farmi za reprodukcijo so prikazana sporna ravnanja oziroma kršitve zakonodaje z področja zaščite živali. Na podlagi posnetka in ogleda na terenu so farmo že identificirali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin redno izvaja nadzore glede dobrobiti živali. Poleg načrtovanih rednih nadzorov se na podlagi prejetih prijav izvajajo tudi izredni nadzori. Pregledi v rejah živali se skladno z evropsko uredbo upravljajo nenapovedano, razen kadar je obvestilo potrebno in ustrezno utemeljeno za izvedbo uradnega nadzora. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po posnetku izvedla izredni inšpekcijski nadzor, ki je trajal več dni. Uradni nadzor so opravili 3 uradni veterinarji. Pregledali so opremo, prostore, živali, preverili postopke čiščenja in vzdrževanja, opravili so pregled higienskih razmer, oceno postopkov dobre kmetijske prakse, pregled dokumentacije in evidenc. Uprava nasplošno ocenjuje, da je stanje na gospodarstvih, kjer redijo prašiče, zadovoljivo. Takšnega stanja, kot je bilo prikazano v posnetku, v slovenskih rejah praviloma ne ugotavljajo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte, zlate trsne rumenice. Natančnejše roke zatiranja je tudi letos napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin. Zatiranje je na območju Štajerske in Prekmurja treba opraviti najkasneje do 14. julija. Okužene trte slabše rodijo, zaradi česa so pridelki nižji in manj kakovostni, trte pa lahko v nekaj letih propadajo. Okužba se v vinogradi hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte. Zlata trsna rumenica je bila doslej ugotovljena v vseh vinorodnih deželah, na novih lokacijah tudi v letu 2020. Zaradi številnih najdb zlate trsne rumenice v preteklih letih je razmejeno območje zlate trsne rumenice v Sloveniji določeno tako, da vključuje vse 3 vinorodne dežele in zajema večino območij, kjer so vinogradi. Fitosanitarni inšpektorji bodo tudi letos izvajali nadzor izpolnjevanja obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepali po zakonu o prekrških. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes uročil državna odlikovanja. Srebrni red za zasluge je prejela krovna organizacija argentinskih Slovencev Zedinjena Slovenija. Srčni kirurg in akademik Ninoslav Radovanović je prejel red za zasluge, medaljo za zasluge pa je Pahor posthumno podelil izumitelju Petru Florjančiču. V predsedniški palači je nekaj besed spregovoril tudi predsednik društva Zedinjena Slovenija. Danes Društvo Zedinjena Slovenije iz Argentine, katero mi je čast, da predsedujem, sprejema odlikovanje Srebrni red zasluge ob 30. obletnici naše drage Slovenije. Dolga leta so naši predniki želeli in sanjali imeti samostojno državo, priznano na mednarodnem področju. Dosegli smo samostojno državo, kateri pripadamo, saj so tu korenine naših prednikov, tukaj je del naše zgodovine in to začutimo v srcu, ko stopimo na slovenska tla. Tisto leto 1991 smo Slovenci pod Južnim križem stopili vsi skupaj in pred argentinsko družbo pokazali Slovenijo in izrekli željo, da bi bila samostojna. Mnogo je bilo dela v tistih mesecih. Vsak rojak je po svoji možnosti prispeval, da se je dosegla v Sloveniji samostojnost
in dosegli, da je Argentina bila ena prvih držav v Ameriki, ki je priznala samostojnost Republike Slovenije. Vsa čast in hvala vsem Slovencem, ki so v tem času vodili našo skupnost pri tem podvigu. Njim pripada to odlikovanje. Krovna organizacija Slovencev v Argentini je bila ustanovljena že 25. januarja leta 1948. Zedinjena Slovenija je v času osamosvajanja Slovenije imela zelo pomembno vlogo, saj so dosegli, da je Argentina kot ena izmed prvih držav priznala slovensko državo. Jutri bo večinoma jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajnskem parku Goričko namerili 26 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 27 ter v Lendavi prav tako 27 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 16 stopinj, dnevne pa okoli 34 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno in vroče. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne nevihte. Vročina bo nekoliko popustila. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 16 do 19 stopinj, dnevne pa od 33 do 36 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.